Zdaj so se zganili tudi pri Kovačevih. Juretov oče si je končno omehčal in se odločil, da v stanovanje napelje telefon. Danes ga imajo prvi dan. Juretova mama kliče prijateljice, znanke, tete in strice. Oče vrti številke, da zve športne novice, vremensko napoved in točen čas. Pokliče tudi prijatelja Andreja. Z njim se dogovarja, kje in kdaj se dobita na kavici. Medtem zazvoni telefon tudi pri Kovačevih. Zame je. Ne, zame. Pa ni ne za mamo, ne za očeta, temveč za Jureta. Ali imate res telefon? Ga sprašuje Marko, ki je kdo ve kot zvedel za Kovačevo telefonsko številko. Res. Zdaj bom pa lahko doma poslušal pravljice. Zavrti številko 111, telefonska teta pa je pravkar začela pripovedovati pravljico o žabi Regici. Tri punčke so bile, Jaja, Taja in Maja. Bile so takšne prijateljice, da niti uro niso zdržale druga brez druge. Ves dan so tičale skupaj, igrale so se s punčkami, se žogale, lovile, skrivale, gledale slikanice in včasih tudi pele. Najraje so imele pesmico o barčici. Vselej so hotele biti lepe. Majhna, okrogla zrcalca so imele vedno pri sebi in venomer gledale vanje. Enkrat se ti bo prikazal volk, je Jajo svarila babica. Tajna babica je strašila vnučko z zajcem, ki ima neznansko dolge uhlje in ostre zobe, Majna pa s hudim črnim mucem, ki bo enkrat zagotovo skočil iz zrcala. Punčke babicam niso prav nič verjele in so se še kar naprej gledale v zrcalca. Nekega dne, ko so se naveličale že vseh iger, so se oblekle v najlepše obleke in šle na sprehod. Hodile so po poti, ki je peljala med travniki ob potoku in se ustavile pri starem mlinu, na katerem so zagledale lepak. Pozor. Danes ob 4 popoldne bo na ribniku pri 3 žabah veliko nagradno tekmovanje v žabih skokih. Pridite in si oglejte to vele zanimivo prireditev, na kateri bo nastopila tudi svetovno znana skakavka v vodo, žaba Regica. Vstopnine ni. Joj, se bo vsak čez 4. In so jo mahnile k ribniku. Pred začetkom tekmovanja je godba zaigrala žabjo himno, predsednik žabjega plavalnega kluba Dolgokrak, Žabon Kvakon, pa je naznanil množici gledalcev začetek tekmovanja. Žabe so skakale v vodo na noge, na glavo, se vrtele v zraku, gledalci pa so ploskali in kričali. Vsi so nestrpno pričakovali svetovno prvakinjo, žabo Regico. Pred njenim prvim skokom so zadonele trobente. Regica, lepa postavna žaba, se je na skalnem stolpu priklonila na vse 4 strani, potem skočila in z elegantnim skokom na glavo očarala vse gledalce. Voda v ribniku je tako pljusknila, da je v hipu zmočila obleko Jaji, Taji in Maji. Bilo je konec veselja in punčke so prijokale domov. To pa res ni vredno solza.
Toplo spomladansko sonce bo vse posušilo in nič se ne bo poznalo. So jih to lažile mame. Kot vselej so tudi tokrat mame imele prav. Obleke so bile 1, 2 suhe in tako lepe kot prej. Punčke pa so si izmislile tole pesmico. Kdo je zmočil jajo? Žaba rega, kdo je zmočil tajo? Žaba rega, kdo je zmočil majo? Žaba rega, oj ti grda